Torej, nahajamo se v Ekurni, razstavljam tokrat skupaj z Mitjo Fickom. Predstavljava predvsem sveže stvari in so to slike in kolaži. Njegove slike so, mislim, da iz letošnjega in prejšnjega leta, moje slike pa so v bistvu lanskoletne, še tudi iz galerije v Pivki. In pa novost na tej razstavi so te kolaži za mano. Posebej za to razstavo sem naredila 5 kolažov in sicer se med sabo dopolnjujejo in mogoče se poigravajo z neko drugo dimenzijo slik. Ti kolaži v bistvu izvirajo iz mojih slik. So nek korak naprej. Mogoče so nekaj, kar pri sliki težko dosežem, in sicer to tridimenzionalnost. Ampak sama ideja kolaža pač mi ni tuja, ker se ukvarjam s kolažem že dlje časa. Prej sem recimo iz papirja izrezovala stvari ven, podobe in potem na bucke postavila vse skupaj, kjer se je spet ustvarila ta senca. In ta senca je v bistvu bila nekako risba, polna v bistvu vsebine, dotično za tisto delo. Te kolaži pa se v bistvu razlikujejo, ker gre za nasproten proces s tistim kolažem, torej če sem tam izrezovala. Tukaj tudi izrezujem, ampak izrezujem nekako točno določene oblike, ki jih potem sestavljam v celote. Pri teh kolažih gre tudi za to, da sem morda uporabila neke vrste analogno računalniško fotošopiranje, ker pri svojih slikah velikokrat si pomagam recimo z računalnikom vsaj do neke stopnje, recimo, da predvidevam, na kakšen način se bo slika sestavila. Ti kolaži pa so v bistvu čisto rešeni teh računalniških nekih orodij in so dejansko v bistvu zelo organsko tudi nastali, so prišli nekako ven iz mene. In vsak od teh kolažov ima v bistvu neko mogoče svojo zgodbo in neko sporočilnost, ki je zakrita, ker v bistvu to zelo rada počnem v svojem delu, da koncepti nekako ostajajo vidni, hkrati pa skriti očem, zato ker jaz lažje v bistvu tako delam, da se poglabljam v stvari, ki mi jih ni nujno pač razglabljati na veliko. Vsebina je mogoče na stranskem tiru, ampak ne bi rekla, da zaradi tega ni pomembna. Ne gre se za to, da vlečem te ostanke iz prejšnje serije. Prejšnje serije so se navezovale predvsem na to neko kontroliranje iz vesolja, recimo na ta nadzor, ki nas spremlja, ki bo vedno večji. In mislim, da je to pač nek tak tudi pressure oziroma nek pritisk na mene kot ustvarjalca, pač, da se ukvarjam s temi temami. Hkrati pa se mi zdi, da v svojem delu na splošno zmeraj iščem to likovno neko čistino, s katero pol lahko izrazim v bistvu to. Ampak nočem biti preveč nazorna, nočem, da v bistvu moja slika preveč podaja to vsebino. Zaradi tega pravim, da v bistvu včasih se mi zdi, da je boljše, da ne razkrijem določene vsebine. Ampak kljub temu se mi zdi, da se slike recimo dopolnjujejo oziroma da se kolaži dopolnjujejo s slikami in da so elementi, ki se prenašajo sem in tja. Pri teh delih konkretno pač ja, gre za mogoče neke ostanke iz teh slik, neke detajle, ki so potem povečani ali pa recimo se med sabo res do te mere prepletajo, da niso več mogoče razpoznavni na način, kot mi dojemamo v bistvu to neko realistično podobo vesolja. Ker gre za te nebule, ki so zelo barvite, ki jih seveda mi ne vidimo, ampak za neko mogoče potenciranje tega vesolja.
s teleskopi, recimo, ki jih imamo, kako mi opazujemo vesolje, a ne, tu v bistvu jaz iz tam recimo črpam te podobe, ki jih potem prenašam. Ampak ja, še zmeraj so vidne mreže, še zmeraj pač gre za nek sistem likovnosti, ki ga imam, se pravi, se ni spremenil, čeprav grem iz slike v kolaž, pač v neko drugo dimenzijo tudi. Ostaja v bistvu tista, se mi zdi, povezava med obemi stvarmi, ne. In tudi, kar je bilo zelo zanimivo pri teh kolažih, je, da sem uporabljala zelo različne materiale. In sicer gre za od platna do take neke posebne folije, PVC folije, pa paus papirja recimo, pa potem akvarel papirja, in vsi ti materiali skupaj v bistvu tvorijo pol neko tako zanimivo prepletanje med sabo. In vsaka v bistvu stvar, ki je na teh kolažih, je potem zabuckana v kapa ploščo in dvignjena od nje. Kar pa je tudi v bistvu mogoče neka novost pri tem mojem kolažu, je to, da že na samo kapo ploščo v bistvu z gestami naredim neko osnovo. In ta gesta v bistvu narekuje vse naprej, kar se zgodi na tem platnu. In tudi te geste potem puščam vidne in vse sloje, ki prihajajo na te geste, v bistvu izrezujem točno na tem prostoru. Tako da so te geste v bistvu vidne, morda še 2 ali 3 recimo sloje pod v bistvu vsemi stvarmi, ki pridejo na to. Zdaj, če se jaz dotaknem mojih stvari, so na tej razstavi postavljene bolj slike, ki me zanima, ta bolj abstraktno raziskovanje, ki sem probal zreducirati neko pripovednost, neko podobotvorje, kar sem ga prej uporabljal, neko vsebino, naracijo na minimum, in je to v bistvu ena veja, kaj mene slikarstvo zanima. Tako da sem se v bistvu postavil neka izhodišča, neke predhodnike, na katere sem reagiral. V bistvu opazil sem, da mi dostikrat slika nudi preveč možnosti za nadaljnje delo, tako da sem se v bistvu eno mojo sliko iz 2019 postavil v prvi seriji, ki je z 2024 za izhodišče. Ta je tudi bolj v nadaljnjih slikah teh izhodišča, samo v malo drugi obliki mogoče. V prvi sem 5-krat natisnil print in se v bistvu na to odzval, tako da v bistvu gre pri obeh serijah za nadaljevanje ene in iste družine. V bistvu proces mi je zmeraj v bistvu zelo pomemben. Tudi pri teh slikah pa še celo, ker se preko procesa nekako manifestira ta pomen, ne. Recimo, če sem pri starejših serijah, je ta bolj zgoščen in je bil ta proces vezan bolj na raziskovanje ene slike v 5 variantah, tu imamo na ogled 2. Je pri teh zadnjih slikah v bistvu gre za isti print, ki je dvakratno digitalno manipuliran in natisnjen v vsaki v svoji obliki in pol slikan naprej, ne. Tako da v teh zadnjih slikah me je bolj zanimalo, kako nekako z minimalnimi sredstvi odreagirati na neko dano situacijo, ne. Na dano izhodišče, v tem primeru print, ne. Je pa me en slikarna prijatelj se smejal ali pa vpraševal, zakaj bi nekaj tiskal, kar lahko naslikaš, ne. V bistvu pa gre bolj za to, ker ta print nudi en drug učinek sam
in deluje popolnoma različno od naslikanega, tako da je že samo tu neka razdalja ali pa globina ali pa časovni prostor, ki pač nudi eno drugo izkušnjo, pa učinek in vse, kar pač paše tu notno. Sem pa v teh slikah probal izločiti čim več nekih deležnikov, kar sem jih prej uporabljal. Ta asociativno polje je zreducirano na minimum in operiram znotraj tega. Še barvo sem zreduciral, koliko se da na minimum in jo spremenil v te rastre in probam neko preko tega procesa spostaviti ali pa igrivosti, dobiti nek občutek neke živosti, nekega bivanja. Kot vsako bivanje pa je v bistvu zelo fluiden, to je zelo fluiden, živ organizem, ki se pa ga lahko, po moje, pride do njega najboljš preko neke vrste iznajdbe, ki je tudi nekako najbolj živ sistem znotraj tega. Tako da temelji v bistvu na vedno v nove iznajdbe in zopet kako, ki je zdaj proces sam ustaviti. Črte so del te redukcije podatkov, ko nekaj izvržeš, nadomestiš z nečim drugim, tako da je to v bistvu del te redukcije in pol operiraš, da ne rabiš razmišljati o nekih drugih odnosih, ampak spremeniš pač v nek vzorec in z njim delaš kot z obliko. In kako se pol obnaša. Kar pa je tista stalnica od prej, se mi zdi pa vseeno ta atmosfera, kako zajeti tudi v te slike neko gostoto, preko te manifestacije dogodka mogoče. Glavna referenčna točka pri mojem delu nikoli ni bila izven mene, vedno je bila nekaj znotraj mene. Tako da, ko izvržeš vse asociacije, nikoli ne moreš izvrčiti vseh teh asociacij. Vedno nezavedno proba vmešati še nekaj. Tako da tudi ni v bistvu tudi namen, da probamo se tega rešiti. Tako da te asociacije se mi zdi pa dosti bolj v tem primeru delujejo na nezavedno in prihajajo iz tistega koda. Tako da, ko me je definirala ena prijateljica iz Leipziga, ko smo bili na rezidenci, ki so te slike tudi nastale, rekli, ja, tista slika pa mi je boljša od te, recimo, ki je za mano. Ja, zakaj? Ja, tam ima en falično podobo. Ja, kje, sem rekel, ne vem, kje pa se to najdla. Ja, tam pa tam. In res je dosti anatomsko pravilna falična podoba. Je rekla, zato mi je tista všeč, bolj. Tako da ima tudi preko teh nezavednih ali pa nekih iznajdb ali pa to, kar projeciramo notri, imajo tudi te slike dosti opravka verjetno tudi z ljubljenjem, če hočete, z seksom, če hočete. Tudi s poljubljanjem, ker se dotikajo barve, kjer se dogaja neko trenje, drsenje, polzenje, prerivanje, neko nalaganje, valjenje. Tako da ima tudi na tem nivoju te slike, se mi zdi, dosti tega. Ta družina slik pa ima tudi dosti opravka z mojim interesom, da slika ni več neko okno, iz katerega gremo not, da je to prej neka površina in da stvari probajo priti bolj k nam, da se slika zgodi optično
v nekem vmesnem prostoru med gledalcem in nami. Tako da stvari prihajajo bolj k nam, kot mi gremo skozi neko okno v nek novi svet. Ride my play show, giving out the orders. You wish you could record this so you could play back. Yeah.